Mnogi izmed nas navdušencev nad Formulo 1 imamo v svoji lasti kako maketo bolida, priljubljenega voznika, priljubljene ekipe, priljubljenega obdobja. Tudi sam jih imam kar nekaj, vidite v raznih prispevkih, ko jih uporabim za stvari malce bolje prikazati, bolje razložiti ali samo za poživeti dogajanje. A mislim, da med nami ga ni takega zbiralca, kot je nam znana oseba iz sveta Formule 1. Govorim namreč o Bernieju Ecclestonu in njegovi zbirki, imenovani Eccleston Heritage Collection. Prvič, tu gre za neko posebnost. Bernie Eccleston še zdaleč ne zbira maket, Bernie Eccleston zbira prave bolide Formule 1. In to je vse v delujočem stanju. In o nekaterih izmed teh bolidov sem že govoril v preteklosti, bližnjice do teh prispevkov seveda dobite v opisu. Poleg tega sem dodal še intervju s tisto osebo, katera skrbi za to ogromno zbirko. In tu velja poudariti nekaj. Zbirka je res fantastična in je res ogromna. V raznih virih sem dobil razne spiske, katere niso se upadali zmeraj med seboj. Skušal sem dati kar se da širok pogled. Poleg tega na raznih fotografijah sem spoznal bolide, katere niso bili zajeti v spiskih. Tako da nisem 100% prepričan, da imam 100% vse bolide zajete. A razumem, zbirke se spreminjajo, nekaj se kupi, nekaj se proda. Vseeno, poglejmo skozi, kaj si lasti vse Bernie Eccleston. In seveda, začel je že globoko pred vojno z dvema ikonama Evropskega prvenstva Formule 1. Govorimo o Mercedes-Benzu 2V125 in Auto Unionu C-Type. Praktično dvema najpomembnejšima bolidoma tistega obdobja. Leta 1948 so naredili Maserati 4CLT in Bernie ga ima, tako kot leto starejši Talbot Lago T26C. A prva zanimivost, pri kateri se bom ustavil malce več trenutkov, je iz leta 1951 in to je Ferrari 125 Thingwall Special. Navadni Ferrari, kateri je odslužil svoje delo v skuderiji in bil prodan zasebniku, Toniju Vandervelu. Ta ga je predelal in imenoval Thingwall Special. In kaj je tako posebnega na tem bolidu? Ni rdeč, temveč temno zelen. A poleg tega ima iz leta 1951 še Ferrari 375. Iz leta 1954 ima BRM V16 Mark II. Iz leta 1954 prav tako Ferrari 555 Super Squalo, Lancia D50, katera se pojavi v malce drugačni obliki tudi v letu 1956 kot Lancia Ferrari D50A. Ja, ukolikor niste vedeli, pri Ferrariju so v tistih sezonah uporabili bolide Lancia, katere so malo predelali in z njimi osvojili tudi naslov svetovnega prvaka. In z leta 1955 ima tudi Connaught B-Type. In kaj je posebnega pri tem bolidu? Nič takega, razen tega, da to je tisti bolid, s katerim se je prav Bernie Eccleston skušal kot voznik Formule 1. Iz tega obdobja ima seveda tudi vse prisotni Maserati 250F in z leta 1958 ima praktično dva najpomembnejša bolida. Wanwall, kateri je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka med konstruktorji in je produkt tistega Tonija Vandervela, katerega sem že omenil malce prej, in seveda Ferrari 246 Dino, tisti bolid, s katerim je Mike Hawthorn postal prvi britanski svetovni prvak Formule 1. Bernie ima oba v zbirki. In kot zanimivost iz leta 1964, Ferrari 1512. Bolid Ferrari, kateri je bil takrat praktično najbolj popularen, je bil 158. Vzeli so isto šasijo, motor V8 so odstranili in dali so 1500 kubični flat motor 12-valni. Približno podobna zgodba, kot smo jo videli pri Hondi RA272, samo da tu ni bila tako uspešna. Bilo je nekaj poskusov, zelo malo bolidov narejenih, samo 3, enega ima Bernie. A z leta 1966 ima naslednika te ideje, to se pravi flat motorja 12-valnega, leda tokrat v 3-litrski izvedenki, Ferrari 312. In ima kar ogromno predstavnikov iz družine 312. Kot sem povedal, 312. Ima tudi 312 B3 skozi 74, kar sem opazil na fotografijah. Na to, kako množico Ferrarijev 312T. Ima 312T3, ki ga je imel Niki Lauda, vidimo tudi tiste, ki jih je imel Carlos Reutemann in tako naprej.
ogromna zbirka. A da ne bo zamere, ima tudi McLaren, ki ga je imel James Hunt, tistega iz leta 1977, kar vidimo po bolidu številko 1. A Bernie Ecclestone je bil tudi lastnik ekipe Brabham nekaj let. Ima tako v svoji zbirki Brabham BT44B, izjemno lep, skladen bolid, kateri je razpoznaven po svoji barvni shemi. Beli z tistimi črtami martini, nekaj, kar smo videli pri Williamsu, a pri Brabhamu je ta barvna kombinacija bila samo eno samo sezono. Nato iz leta 1978 tisto ikono Brabham BT46B, tisti bolid z vetrnico na svojem koncu, katera je dirkala samo eno dirko. In seveda Brabhamov ima kar nekaj, ima 49, 50, 52, 56 in na raznih fotografijah sem videl bolide, kateri niso zajeti v spiskih, naprimer iz leta 1984, Ferrari 126 C4. Na to nisem točno določil, ali sezone 87 ali 88, F1 87 skozi 88C, verjetno. In na to tisti F202 iz sezone seveda 2002. In v raznih člankih ste morda zapazili v lanskih sezoni, da je Bernie Ecclestone kupil McLaren MP4/8 600 šasijo, katero je imel Ayrton Senna pri tisti svoji zadnji zmagi v Monaku. Kupil jo je kot zanimivost za 4,1 milijona evrov. Zanimivo je to, da je bil zelo vesel, da je dobil bolid z motorjem Ford, originalnim, kajti če bi vzel kak starejši McLaren z motorjem Honda, bi imel težave pri zagonu. Kot sem povedal, vsi njegovi bolidi so baje v delujočem stanju. In seveda na koncu moram pripomniti še nekaj. Želim si videti v živo to zbirko, a problem bi bil v tem, da bi me s težavo odgnali ven iz tiste hale, kjer so spravljeni vsi ti lepotci. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.